Da bomo iskali rešitev v okviru 67. člena zakona o izvrševanju javnega interesa v kulturi. To pomeni, da ugotavljamo skupaj, da je Festival Lent program, ki presega mestne okvire, da je to regionalno in državno pomemben program in da bomo skupaj zdaj z ministrstvom izoblikovali predlog, ki bi šel potem na vlado, kjer bi se lahko to potrdilo. Nas čaka seveda še nekaj dela. Dogovorili smo se o natančnem pogledu finančno konstrukcijo, v vse stroške, ki so povezani s tem. In dogovor poskuša biti partnerski. Moj cilj kot ministra je, da v slovensko kulturo pripeljem čim več sredstev in za ta sredstva dobimo čim več kakovostnih programov, zato je dogovor partnerski. Treba vedeti, da nismo sami sebi namen, da smo javni zavod, ki opravlja javno službo, ustanovljenje za to in da seveda težave, ki jih imamo, niso samo naše težave, ampak so nenazadnje tudi težave ustanovitelja, na katerega smo se obrnili, da nam pravzaprav pove še enkrat in določi, to je vaša javna služba, morate jo izvesti, zato vam bomo namenili toliko in toliko. In ravno ta 1 200 000 evrov je tista meja, pod katero več ne moremo iti. Sponzorji za manj kakovostne, manj obiskane prireditve in prireditve na manj prizoriščih enostavno več ne bi bili voljni plačati toliko. Že danes jih je po drugi strani težko prepričati, je pa res, da je ravno festival z svojim načinom, pa mogoče tudi z poslovnostjo, če se lahko pohvalim, ki smo izražali v preteklih 20 letih, z dostopom, ki je zelo pomemben za sponzorje, tisti, ki je ostal za sponzorje še vedno izjemno zanimiv, kljub krizi, ki se na tem področju dogaja. O številkah, ki vas mogoče najbolj zanimajo, pa zdaj ne moramo govoriti. Vsaj toliko, kot bo morebiti prispevala država, bo dodatno prispevala tudi mestna občina Maribor.